Dobrodošli, ljubi moji, na Soul Room Show. V čudovitem dnevu, v dnevu, ki želim, da ga čutite, da je za vas, da si ga vzamete, čeprav je večer, in da ta dan posvetite sebi. Ne zato, ker je to dan, ki je nekaj posebenega, ampak zaradi tega zavedanja, da si je treba dan posvetiti sebi, svojemu duhu. Danes se vam javljam iz tujine, zato oddajo posnemam naprej. In želim, da v teh trenutkih, ko smo skupaj v tem našem krogu, začutite, da niste sami, ker mogoče se tudi vam zdaj v teh zadnjih dnevih dogaja, da je malo naporno, da je veliko pritiskov in nekako tudi, če temu rečem, energetskih napadov. Danes si želim o tem malo več povedati, ker v zadnjih dnevih je tega res ogromno. Veliko ljudi me sprašuje, kaj se dogaja. In ni lih fajn občutek, da vemo, da obstajajo pač neke sile, ki nasprotujejo temu, da bi tukaj in zdaj bila luč, da bi bilo tukaj božanstvo na zemlji. In zato se v zadnjih dnevih to zelo čuti, da so nasprotujoče energije, ki ne dopustijo, da bi se dvignili, da bi zaplavali v ta božanski tok in ki nas s temi pritiski, napadi poskušajo od tega odvrniti. V tem zadnjem obdobju se zato pojavljajo psihični pritiski od znotraj, pojavlja se ogromno tudi raznih stisk, potem tiste naše šibkosti malo bolj izstopajo takrat, kadar so te vplivi. In če se vam kaj takega dogaja, se spomnite, da to ni vaše. Včasih, ko je kaj takega nenavadnega, pa ne bodo to na fizičnem nivoju neke bolečine v nekem pomenu čustvene, ali pa nekaj, kar se v nas dogaja kot nek film, neke misli, ki so malo nenavadne ali pa včasih celo temačne. Dajmo se spomniti, da velika verjetnost, da to sploh ni naše, da to prihaja od nekje, da sicer vedno v nas najde nek sprožilec, da potem zgleda, da je to tako, kot da je to naše. In takole, na tale način je malo težje govoriti o vseh vplivih, ker ne želim, da se to preveč poudarja, ampak vplivi, ki jih imamo, dejansko so skozi bolj agresivni. Tudi kolektivni vplivi, ki so na to, da bi torej začeli delovati iz sebe, da bi delovali svojega duha, da bi bili duh in da bi v tem, da smo duh, tudi skreirali to novo življenje. Ve se, predvsem v teh ozadjih, ki kreirajo ali pa so kreirali to staro zemljo, da je ta čas tukaj za nas. In zato vas tudi spodbujam, da se zbudite in da rečete, ne samo rečete, ampak doživite sebe od znotraj, da ste duh. In da ta duh je veliko več od tega, kar je naš um, od tega, kar je naše telo, od tega, kar smo mi mislili, da smo, ker ta duh je enako Bog. In ko smo s tem duhom povezani, smo povezani tudi s tem, ki ga lahko imenujete tudi vi, kakor želite, lahko je to stvarnik, lahko je to oče, Bog, karkoli. Govorimo o isti stvari. Če mi nimamo povezave z tem duhom v nas, potem ta povezava tudi navzgor ne more biti, ker navzgor dejansko ni nič. Tisto, kar bi si predstavljali, da je samo zunaj, ne? Ni. Ta povezava od znotraj je bistvena, da lahko začutimo tudi to, kar je nekje v tem našem kozmosu, univerzumu, en tak izvor luči, praizvor in hkrati tudi izvor, od koder prihajamo. In zato
vem, da je to mal tak čuden stavek, če rečem, da smo zaradi tega tudi bolj napadani, ampak žal to drži, ker tisti, ki smo od tam, kjer prihajamo, povezani z to izvorno lučjo, je dejstvo, da čutimo enako. Ampak niso pa vsi ljudje na zemlji s to izvorno energijo. In ogromno jih je, ki jim življenje tukaj na zemlji čist paše, da je tako rutinsko, da ga živijo avtomatično, da imajo nekaj tistih svojih idej, ciljev, želja, da jih bojo uresničili, ki so največkrat oziroma zmeraj materialne narave, in pa se potem že življenje nekako zaključi, ker nekih višjih namenov ni. Vse večje razlike so med temi, ki imamo to neko podobno energijo, v tem smislu se od nekje globoko znotraj razumemo, se čutimo, doživljamo stvari malo globje, in med tistimi, ki preprosto jih to sploh nikoli ne bo zanimalo in nimajo niti kapacitete ali z drugo besedo duha, da bi lahko od njih to pričakovali. In površinski ljudje, ki gledajo iz te površine, to se pravi preživetja, kako preživeti to življenje, kako nekako ga čim bolj uživati, kako ga čim bolj izkoristiti, mogoče ali pa celo izkoristiti nenazadnje tudi druge. Večina teh ljudi ali pa teh duš, ne bom govorila o duhovih, ampak o dušah, je torej s temi majhnimi stvarmi v življenju ali pa preprostimi stvarmi v življenju ali pa mogoče za nas, ki čutimo malo bolj to, bom rekla, globino, skoraj nepomembnimi, za njih pa to pomeni pravzaprav bistvo in center. In ko pridete v stik z ljudmi, ki tako gledajo, torej iz te površine ali pa doživljajo svet iz te površine, vas bodo verjetno hoteli oziroma vas tudi ne morejo gledati drugače, kot če sta okvir. In taki ljudje bojo vse, kar jim boste povedali, vedno ocenjevali samo skozi tale okvirček. V tem okvirček so vsa stališča, prepričanja, pogledi, ki jih oblikujejo naši sistemi. Zato, če vas bo glava bolela, bojo rekli, vzem aspirin. Če se ne boste dobro počutili, bo rekli, ne vem, vzem antidepresiv. Če boste imeli, ne vem, depresijo. Skratka, vse po tem, kar je zapisano v sistemu, da je v primeru, če to in to, v primeru, če to in to, in tako naprej. Zato je najboljš, da s takimi ljudmi ne govorite o sebi, o svojih občutkih, o svojih doživljanjih, o tem, kaj vas matra, ker če boste s povprečno, torej zemeljsko mentaliteto se pogovarjali, vas bo usmerila, če je karkoli narobe, ali k zdravniku, ali v bolj, to se pravi, ali psihiatru, psihologu, skratka, ali našla neko zemeljsko rešitev, ki pa večina za vas ali pa za nas ni primerna. Ker nas ne zadovoljujejo te stvari, ki nam jih lahko ponudi Google, sistemi ali pa ljudje s povprečnimi zemeljskimi izkušnjami. In zakaj bi torej njim razlagali, kaj mi čutimo, kaj mi doživljamo, kaj si mi želimo, kako mi vidimo stvari, če nas lahko zaradi tega, ker jim mi preveč povemo, samo ožigosajo, da smo nori, ali da pač je z nami skratka nekaj narobe. Ker od teh povprečnih ljudi vi ne morete pričakovati podpore. In če so to seveda največkrat najbližji in bi radi od njih podporo, je dobro, da veste, da oni vam te podpore preprosto ne morejo dati, ker njihov pogled ne dosega tega, kaj se z vami sploh dogaja. In mi, ki pač imamo drugačen domet, drugačne potenciale, živimo z globimi občutki, z močnejšimi na nek način senzorji. In včasih je s tem živeti zelo naporno.
za ene bolj, za druge manj, ampak za povprečno nas, ki imamo pač to drugačno dušo ali duha, pa je to v nekem pomenu naporno, zato ker se res srečamo s tem, da o tem doživljanju, ki je lahko pa sploh v tem obdobju, ko smo, tako intenzivno, res ne moramo z nobenim govoriti. Ampak samo s podobno mislečimi, ki jih pa spet ni toliko veliko. In če imamo že enega tazga človeka, ki je nekako na tej valovni dolžini, smo lahko srečni. In ker jaz vem, da je kljub vsemu pa veliko posameznikov, ki se tako počutite, da nimate s kom govoriti, da se z nimate s kom pogovarjati, oziroma da nimate skoraj nobenega prijatelja ali pa sploh nobenega, vam želim dati te smernice, da boste videli, da je z vami vse ok. Da boste videli, da samo ste drugačni in da to, da ste drugačni, ne pomeni, da je z vami nekaj narobe. In da če vam svet govori marsikaj o vas, kar včasih tudi ni prijetno, da to ne pomeni, da je to res. Ker v bistvu se ljudje bojijo drugačnih. Zato, ker izstopamo z svojo energijo. Izstopamo s tem, ker ne pašemo v noben okvir, v noben koncept, v noben na nek način kalup. Ker v bistvu nas vsak kalup utesni. In rabimo pravzaprav veliko neke svobode, ki jo sicer včasih narobe interpretiramo, ampak zagotovo pa hrepenimo po njej. In ta svoboda ni taka, kot bi si jo predstavljali ljudje povprečnega razmišljanja. Ker povprečno si človek svobodo predstavlja, da ima veliko časa, da dela to, kar hoče, pa še par drugih stvari. Svoboda, po kateri hrepeni duh, pa ni ista. Ta svoboda je tista, ki pomeni obstajam, tukaj sem in lahko si oblikujem življenje, usklajeno z tokom, ki je zame v najvišje dobro. Sem kreator svojega življenja. In to ne na način, ki bi ga rad izbral moj ego, ki bi ga rad izbrala moja nižja narava, ampak po načinu, ki ni v resnici definiran v neki ideji, ampak je samo nekaj, kar me vodi skozi življenje in je za mene vedno najboljše. In če se uskladim s tem tokom, da me pelje, in sem dovolj pripravljena in pripravljen spustiti idejo, kako bi pa vendarle mogel izgledati, ali pa izgledati moj življenje in kakšen bi mogel biti, potem me ta tok nekako popelje v to svobodo. Vkolikor jaz hočem biti enak ostalim, sem tukaj že zajet v neko idejo ali pa zasužnjen v neki ideji in bi rad to uresničil, ki pa ni nujno, da je zame ali pa za kogar od nas najboljša. Zato je to odvezovanje od ideje, kaj bi jaz rad, kako bi mogel izgledati, s čim bi se mogel ukvarjati, zelo pomembno na poti, da lahko stopam v tok. In da se prepustim vodstvu, ki me nežno pelje po tej poti, če sem pripravljen, seveda, in če sem pripravljena spustiti vse te navezave. Vkolikor hočem ustrezati tem, ki povprečno imajo mogoče bistveno bolj postavljeno življenje od nas, ki se velikokrat borimo z energijami, ki se borimo včasih celo za obstoj, ker nam je naporno, ker nam je težko, ker imamo manj energije zaradi tega, ker včasih ne zmoremo normalnih stvari zrihtati, tako kot enemu povprečnemu človeku, ki so dosta avtomatični, zgre vse, nam pa včasih je težko pomiti posodo, primer. In se zaradi tega lahko obsojamo, da smo slabi. Ne, dragi moji, niste slabi.
samo z drugimi stvarmi imate opravka. Vaše življenje ni življenje, da delate po konceptu življenja, ki je zapisan v tej naši matrici. Vi imate namen, da boste živeli svoj jaz. In to ne jaz zemeljski, ampak jaz duhovni. In ta jaz duhovni na zemlji nima istih namer kot pa ta zemeljski jaz. Kar ne pomeni, da vi ne morate imeti hkrati tudi seveda tisto, kar ta zemeljski jaz potrebuje. Ker jaz vedno govorim, da tudi obilje ali pa to, da ti imaš dovolj, da si priskrbljen, sodi v ta tok, ki je tukaj, božanski tok. Včasih je težko vstopati v ta tok, ker so nas naučili, da moramo biti v nekem stalnem stanju pričakovanja. In to v smislu, ko bom imel to pa to, ko bom dobil službo, ko bom dobil partnerja in podobno, pol bom pa jaz okej. Ta pričakovanja oziroma ta upanja nas sigurno ne bodo pripeljala v tok. In zato si včasih dobro napisati, kaj jaz imam kot svoja pričakovanja, kaj imam jaz tisto, kar si rečem, no enkrat pa bo. Ker, dragi moji, ta enkrat nov nikoli. Oziroma ne bo nikoli na tak način, ki si vi to predstavljate. In to po domače je en veliko, oprostite izrazu, nateg. Ker s tem, ko mi živimo v upanju, ne živimo zdaj. In ne okušamo vonja morja, ne okušamo šumenja vetra ali ne slišimo z drugo besedo. In življenje nima tistega okusa. Ker ta okus, dragi moji, ti doživiš, ko si zdaj tukaj. In zdaj tukaj ni čisto nič važen, kaj je bilo prej in ni važen, kaj bo potem. Samo da si ti opolnomočen v tem trenutku. Da ti zmoreš v tem trenutku vzeti kozarec, narediti požirek. In ga okušati. S tem začenja sebe čutiti drugače, ker prvič posvetiš sebi življenje. Ne posvetiš opravkom, ne posvetiš družini v tem pomenu, oni so na prvem mestu, ne posvetiš nečemu od zunaj, kar so spet lahko pričakovanja drugih, ampak s tem se daš na prvo mesto. Ker v tem primeru je vsak trenutek lahko obred. Ker je zate, ker ti je to stvarnik dal. In znaš potem, ukolikor začneš seveda to gledati, to ceniti. Si zato hvaležen. Hvaležnost ti da neko posebno energijo, ki ti da noter tudi radost. In to so hrane tvojega duha. To, da zavestno živiš. Da si torej v okušanju življenja, ne da si v euforičnem okušanju, ker nekateri to malo zamešajo, pa potem poduhajo rože, koliko to diši, pa popijo neko, koliko to je ful dobro, ne poznamo tudi take. To ni to. Ta način nima veze s tem, o čemer vam govorim. Zato v bistvu ta euforija je isto negativno čustvo, kot vse ostale. Čeprav se zdi bolj nekako nam za lažje, ne? Se sem ful naspidiran, se sem ful happy, ja, ful sem vesel, ne? Pa recimo s tem potem res pretiravamo. Ampak to je tako, pihnemo pa ni več, ker ne nastane od tukaj noter. Euforija nastane iz našega prepričanja.
In mi glavo lahko prepričamo lih vse. Tudi to, da smo ful veseli in tudi to, da smo ful happy v tem pomenu, nam je neki fajn, super, krasno, pa znamo pretiravati. To, dragi moji, je vse program. To ni še nič iskrenega. To ni še nič resničnega. To je vse samo igra. In igra ne pripelje daleč. Zato je smiselno vlagati v to iskrenost v sebe in tudi v to, da res poslušamo znotraj svoje občutke. Ne tiste, ki so tukaj not v glavi, ki nam govorijo naredi to, ali pa glasove. Ker v bistvu duh ne deluje na ta način. Naš naši glasovi, ki so v umu ali pa v glavi, dajmo reči, oni so agresivni. Oni ti rečejo, da naredi to, da razmišlji tako, da je to prav, oziroma da imajo take videnja, ko se začne tukaj noter poslušati glasove. To je vse laž. To ni nič res. In tukaj ne podpiraš tega, kar se imenuje duh. Tukaj podpiraš vse tiste, ki tako v nekem pomenu so na teh valovnih dolžinah. Ker tukaj je neka mreža, ki se hrani s to našo negativnostjo. Tukaj noter je tempelj, kjer imaš mir, kjer se umiriš in kjer ni več nič, kar bi bilo definirano dobro, slabo, prav, narobe. Ker to dela Tukaj samo obstajam. V zavedanju, kakšen je svet, brez da ga obsojam, da je takšen, kot je. V zavedanju, da obstajajo tudi te sile, ki jih lahko imenujem temne sile, ne? Ki so take in drugačne. Ja, so. Zakaj bi govorili, da jih ni, če so? Ampak se tega ne bojim. Pred tem ne bežim. Ampak se kvečemu umirjam. Ker moj mir je najboljša zaščita. In zato doseči to stanje miru je tisto, kar je zagotovo naš dom. In ko se ustalimo v tem miru, se ta čudež življenja v resnici šele začne. Ker to je ta pristan, ki ni zunaj, ki niti ni na najlepši plaži tega sveta, ampak je v nas. In zato vas vabim, da se povežemo in da gremo skupaj v ta naš dom. In se povežemo tukaj v našem domu tudi z našimi čudovitimi duhovnimi spremljevalci in se povežemo tudi z Jezusom Kristusom. Dovolimo si ga v srcu čutiti, ker je on naš brat, da nas nagovori. Moji ljubi brati, moje ljube sestre. Tu smo skupaj. Tako, kot smo se dogovorili nekoč. Pletemo mrežo luči. Zbujamo se v spečih telesih. Smo tukaj in smemo obstajati. Drug drugemu dajemo podporo, če pomislite, da niste sami in veste, da so na različnih koncih tudi drugi, ki podobno čutijo in podobno mislijo.
Ko veste, da niste sami, stopite v to mrežo luči. In poveča se moč ljubezni in odpuščanja. Kaj pa, če ste prav vi, ljubljeni bratje in sestre, tisti, ki ta trenutek lahko ustavite to nasilje v svetu, ki lahko ustavite ta program, ki vas hoče uničiti in vas spraviti nazaj v tisto mentalno stanje, kjer ni zavesti. Vstanite, dvignite se, dajem vam roko, da boste lažje to naredili. Uprite se tistim občutkom ali tistim čustvom, ki vas tlačijo in vas nekako ustavljajo na poti. Kjerkoli ste, vam pošiljam mir in blagoslov. Če se ne spomnite nič drugega, se spomnite teh besed. Oče naš, ki si v nebesih, pridi k nam tvoje kraljestvo in zgodi se tvoja volja. To je priklic vaše zavesti. Amen. Kjerkoli ste, dragi moji, in kadarkoli boste poslušali ta posnetek, naj vas napolni luč. In zavejte se, da ste ljubljeni in sprejeti. Mir z vami. Lahko noč.